Hvala lepa, Benita. Čast mi je, da sem nocoj z vami. In to je naša 30. solidarnostna misija od 7. oktobra. Bil sem tukaj 7. oktobra. Imeli smo delegacijo 264 svetovnih krščanskih voditeljev, ki so odpotovali zvečer 6. oktobra. Moja družina in jaz smo ostali še nekaj dodatnih dni. Tako smo bili tukaj 7. oktobra in prvih 10 dni tistega grozljivega časa. Od 7. oktobra smo tako redno prihajali, skupaj 30-krat. In tudi, ko smo se vkrcavali na letala, so rakete seveda letele, a smo vseeno se vkrcali na letala, ker imamo odločno sporočilo za ljudi Izraela. In to je, da Izrael ni sam. Po vsem svetu so milijoni in milijoni kristjanov, ki trdno in odločno stojijo ob strani državi Izrael v dobrih in slabih časih. Tukaj smo, da vas okrepimo. In tako pomembno je slišati to sporočilo in imeti te obiske, kot jih opisujete. Povejte nam o svojih osebnih vtisih, ko ste se pogovarjali z ljudmi tukaj v državi vseh veroizpovedi. Kakšne so vaše misli? Kaj vam je najbolj ostalo v spominu? Kar mi je najbolj ostalo v spominu, je tisto, kar izstopa vsakič, ko sem tukaj, in to je, da je etos, srce ljudi v Izraelu, srce za mir. To so ljudje, od katerih sem neštetokrat slišal, da si želijo le mir s svojimi sosedi. In ko poslušate laži, ko poslušate propagando, ki se širi preko muslimanske bratovščine, preko Katarja, preko vseh teh posrednikov po svetu, ki Izrael prikazujejo v tej genocidni karikaturi. In vendar prideš na teren in znova slišiš od vsake osebe: preprosto želimo živeti v miru na tej majhni zemlji, ki jo zasedamo kot edina judovska država, edini judovski narod na svetu. In to je sporočilo, ki ga prinašamo svetu. Izraelsko ljudstvo si želi živeti v miru s svojimi sosedi. In molimo za ta mir, ter si za ta mir prizadevamo vsak dan. Res močno sporočilo. Pravkar smo slišali besede novega posebnega odposlanca Izraela za krščanski svet, Georgea Dicka. Kako bi trenutno opisali odnos med Izraelom in svetovno krščansko skupnostjo? Prosim, na kratko. Seveda, po svetu je 2 milijardi kristjanov. Težko je govoriti v imenu vseh. Lahko bolj natančno govorim o evangelikalnem krščanskem svetu, ki predstavlja približno 700 milijonov teh ljudi. Evangelikalno krščanstvo je bilo klasično zelo filosemitsko, zelo naklonjeno judovskemu narodu in državi Izrael. To je v tem svetu TikToka, Instagrama in kratkih izjav pod napadom. Rešitev pa je, da pripeljemo voditelje sem v to deželo. Štipendirali smo 1086 pastorjev, ki smo jih pripeljali sem. Od leta 1994 smo pripeljali skupno 40.000 ljudi, vendar smo štipendirali 1086 pastorjev. Ko jih pripeljete v to deželo, jo vidijo sami in to vse spremeni. In se vračajo znova in znova in znova. In trenutni zunanji minister Gideon Saar to razume. In Mitzrat Hachuc, Ministrstvo za zunanje zadeve, opravlja izjemno delo pri krepitvi teh odnosov. In zdaj je moj dragi prijatelj, zadnjih 15-20 let George Dick, veleposlanik, imenovan na ta zelo poseben položaj. Zato verjamem, da obstaja upanje za prihodnost za naslednjo generacijo. In toliko vrednosti, kot pravite, je v tem, da ljudje pridejo sem in se sami prepričajo iz prve roke. Veselimo se vašega že 31. obiska v naši državi. Škof Robert Stearns, v živo iz Jeruzalema. Najlepša hvala, da ste bili z nami v oddaji. Hvala. Hvala, Benita.